svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v naši oddaji Gost tedna. Z nami je hrastniški župan Miran Jerič. Dobrodošli v našem studiu. Lep pozdrav tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem ETV-ja. Zadnjič sva se tu srečala, ko je še potekala ne volilni boj, ampak volilna tekma, ne? To je na nek način tekma. Uspelo vam je, ne? Postati župan že v prvem krogu. Res je. Volivci in volivke so mi zaupali 4. županski mandat v občini Hrastnik. In tudi listo, s katero sem šel na lokalne volitve, je dobila veliko zaupanje. Od 20 svetnikov oziroma svetnic v občinskem svetu ima lista Mirana Jeriča 8 svetnikov oziroma svetnic. Zdaj bi se še enkrat rad zahvalil vsem, ki so dali glas tako meni kot listi. Na nek način to štejem kot priznanje za opravljeno delo v prejšnjih mandatih in seveda je tudi velika odgovornost, da bomo dobro, predvsem pa v dobro, občanov in občank delali tudi v prihodnje. Če bi to primerjali z prejšnjimi lokalnimi volitvami, ste obdržali število občinskih svetnikov, ste kaj povečali? Ne, smo obdržali število svetnikov, tudi v prejšnjem mandatu smo jih imeli 8. Meni je uspelo, da sem zmagal v prvem krogu, ni bilo lahko, 10 kandidatov se nas je podalo, oziroma 9 kandidatov in ena kandidatka v župansko tekmo. Zmagati v prvem krogu med 10 kandidati ni lahko, ampak nam je uspelo. Je kaj lepo takrat v tistih trenutkih, ko se nekako izve, da je konec, da ste postali župan? Vedno je lepo in prijetno, ko se volilna tekma konča, seveda, če je uspeh tudi prisoten, je še toliko bolj to zadovoljstvo. Vsaka volilna tekma je naporna, jaz sem jih dal veliko skozi, to so mi bile 12. volitve, ne? Veliko je bilo lokalnih volitev, veliko tudi državnozborskih, tako da vsaka volilna tekma ti nekaj da in nekaj vzame. Jaz upam, da je to zadnja, da mi ne bo potrebno več hoditi, bom rekel, na volitve. Če primerjamo volitve pa občinske svete v preostalih zasavskih občinah, v Zagorju ima župan Matjaž Švagan veliko večino v občinskem svetu s svojimi svetniki, torej mu niti ni potrebno iskati kakšne koalicije. V Trbovljah je zelo tako razdeljen občinski svet na več, pa saj na 3 močne stranke, za katere se še niti ne ve, ali bodo del tiste ekipe, ki bo občino vodila ali ne. V Hrastniku pa tudi vi nimate dovolj občinskih svetnikov, da bi bilo recimo življenje bolj lagodno. Res je, v občinski svet je prišlo 7 strank oziroma list. Najmočnejša je moja lista. Za listo Mirana Jeriča so naslednji najboljši rezultat naredili stranka Mira Cerar in pa Socialni demokrati. Vsaki imajo po 3 svetnike oziroma svetnice v občinskem svetu, potem je Desus in naš Hrastnik z po 2 svetnicama oziroma svetniki in pa Slovenska demokratska stranka pa lista Gregorja Pejča imajo po 1 predstavnika. Vsi smo v volilni tekmi obljubljali, da bomo delali v dobro občanov
in občank v javno korist. Jaz upam, da bo takšno vzdušje tudi skozi cel mandat se bo na nek način izkazalo tudi pri delu občinskega sveta, da vse tiste dobre projekte, ki grejo v korist občine Hrastnik, ki grejo v korist posameznim občanom, občankam, javnim zavodom, da jih bodo svetniki podprli in jaz računam na to, da bomo imeli, da bomo poskušali sestaviti neko programsko koalicijo, ki bo imela osnovni cilj delati v dobro Hrastnika. Na državnozborskih volitvah se je zelo izkazala nova stranka Mira Cerarja. Ste pričakovali, da bo podobno ali pa se je približno tako tudi na lokalnih volitvah? To se sicer ni zgodilo, ne? No, jaz sem kar dobro napovedal, bom rekel, volilni rezultat na teh lokalnih volitvah, ne. Državnozborske volitve in lokalne volitve se ne morejo enačiti, ne. Vsake so po svoje specifične, ne. Državnozborske so bolj volitve strank. In na zadnjih državnozborskih volitvah so bila velika pričakovanja volivk in volivcev v naši državi in so izkazala, bom rekel, zaupanje novi stranki, ki jo vodi Miro Cerar. Seveda ta stranka po državnozborskih volitvah je, vsaj po mojem mnenju, prepočasi ustvarjala lokalno mrežo. Za lokalne volitve moraš imeti močno lokalno mrežo, močne občinske odbore in seveda tudi primerne kandidate, s katerimi greš tako v bitko za občinski svet, kot tudi v bitko za župana oziroma županjo posamezne lokalne skupnosti. Mislim, da jim je tle zmanjkovalo časa in da so ljudje na nek način, ker na lokalnih volitvah se odločajo manj po strankarski pripadnosti in bolj po tem, ali posamezniku oziroma posameznici zaupajo. Če ti zaupajo, ti bodo dali tudi svoj glas. In jaz sem napovedal, da bo približno takšen rezultat v Hrastniku in to se je tudi zgodilo in mislim, da je podobno se zgodilo tudi v več ali manj v vseh ostalih občinah v Sloveniji. No, glede na vse to, kar zdaj opažamo tudi v tej državni politiki, lahko rečemo, da so na nek način za SMC volitve prišle še kar pravočasno, ne? Ker nekaj takih ukrepov, predvsem gospodarstveniki se s temi prvimi ukrepi napovedanimi ne strinjajo glih najbolj, ne? Zna se zgoditi, da bo tudi ena najuspešnejših firm v Hrastniku, Steklarna Hrastnik, kar globoko mogla seči v svoje stroške in bo stroški obratovanja se drastično povečali, pa tudi kemična tovarna. Tako da verjetno so bile te lokalne volitve za njih še ta pravi čas, ne? Bi bilo drugače zdaj, ne? Kako komentirate te prve ukrepe? Praktično jih niti še ni, ampak napovedujejo se. Ukrepov je napovedanih veliko, ne. Tudi ukrepi naj bi segali tudi na področju lokalne samouprave, ne. Tudi mi na nek način vsak dan čakamo, da bo vlada sprejela te ukrepe, da vemo, kaj nas čaka v naslednjem letu. Mi smo pripravili občinski proračun na podlagi navodila Ministrstva za finance iz 13. oktobra letošnjega leta, ampak v tem navodilu ni nobenih izračunov. Mi ne vemo, kakšna povprečna poraba oziroma primerna poraba za naslednjo leto nas čaka, kakšna bo povprečnina. In mi smo šli delati osnutek proračuna za prvo obravnavo na tisto najbolj črno varianto, ki se nam poveduje. To se pravi, da bo povprečnina pod 500, čeprav je v zakonu o izvrševanju proračuna nekje na 525 evrov, tisto, kar je bilo sprejeto skupaj s proračunom za leto 2015 v državnem zboru. Za primerjavo v letošnjem letu je ta povprečnina 536. Mi smo šli na 490. Računali smo tudi izpad prihodkov iz naslova dohodnine, ker to vse za sabo potegne, ne. In v najbolj skrajni varianti bo občinski proračun izgubil približno, če gledamo letošnjo primerno porabo 5 milijonov, 700 tisoč evrov bomo imeli mi manj prihodkov za naslednje leto. In bomo morali s temi omejenimi sredstvi, če se bo to zgodilo, zelo preudarno načrtovati tudi izvajanje tako splošnih nalog v občini, kot seveda tudi investicije. Ampak to, kar ste omenili, tudi nove obremenitve za gospodarstvo. Jaz mislim, da ti ukrepi niso pravi. Poglejte, saj v Hrastniku odgovorno trdim, da tako Steklarna, ki ni samo lokalna, regijska, slovenska, ampak svetovna firma, ki več kot 90% svojih izdelkov izvaža na
zahtevne svetovne trge in tudi tovarna kemičnih izdelkov je podoben primer. V zadnjih letih so ogromno vložili v okoljske projekte, zmanjševali emisije, zmanjševali vpliva na okolje in vložili veliko denarja. Tudi steklarna zadnjo investicijo v posodobitev, nove peči zmanjšala porabo vode, izpuste CO2 in drugih in za nagrado se napoveduje, bom rekel, dodatne obremenitve skozi različne takse, obremenjevanje okolja in to ne za par procentov. Tle gre za povečanje obremenitev za več kot par 100%. Par 100%, tako da jaz mislim, da ni to prava pot. Ne. Prava pot je na nek način poskušati obdržati to gospodarsko rast, ki je zdaj v zadnjem obdobju. To gospodarsko rast sem pa prepričan, da so generirali slovenski izvozniki, med njimi tudi hrastniške firme, steklarne in tovarne kemične in pa lokalne skupnosti, ki smo v zadnjem obdobju, v zadnjem letu in pol pospešeno črpale in to po mojem mnenju uspešno evropska sredstva in jaz mislim, da je to v dobršni meri tudi generiralo gospodarsko rast. In mi bi morali to ohraniti tudi v prihodnje, če se da razbremeniti gospodarstvo, povečati investicije tako na državni kot lokalni ravni in jaz mislim, da je to prava pot, po kateri bi morali iti. Ne pa tako, ne, kot se zdi zdaj, da je vlečnega konja treba še bolj obremeniti, ne? Drži. Ne, upam, no. Pa se bo tu slišal kakšen močnejši glas gospodarstva, gospodarstvenikov, pa po drugi strani tudi županov, tudi občinski proračuni bodo zaradi napovedanih ukrepov lahko bistveno bolj prazni. Vlogo pogajalca sta prevzeli oba združenja občine, tako SOS kot ZOS. Jaz upam, da bodo skozi pogajanja, tako z Ministrstvom za finance, z ostalimi resorji dosegli boljši finančni izplen, kot se napoveduje. Drugače bomo lokalne skupnosti primorane več ali manj ustavljati investicije in se bo na nek način ustavljal razvoj in seveda tudi s tem se bo zmanjševala, bom rekel, tudi gospodarska rast. In jaz upam, da bojo tudi vsa ta opozorila, ki grejo preko gospodarske zbornice, preko obrtno-podjetniških zbornic, tudi posameznih firm, združenjem, da bodo slišana in da se bo vlada oziroma resorna ministrstva, ki pripravljajo te ukrepe, še enkrat zamislili in da bojo politiko, bom rekel, spremenili na tem področju. Kajti zelo hitro se lahko klopčič odvije v slabo plat. Če te firme, ki zdaj zaposlujejo veliko ljudi, imajo več stroškov, lahko tudi odpuščajo in se socialna slika v posameznih občinah, tudi v Hrastniku, še bistveno poslabša, kar pa spet bremeni dostikrat občinski proračun. Ja, drži. Poglejte, mi za različne socialne transferje na letni ravni dajemo približno 40% primerne porabe. Tisto, kar sem vam prej omenil, za letošnje leto od 5 milijonov, čez 2 milijona dajemo za različne socialne transferje. Firme bodo primorane, če bodo se te dajatve oziroma obremenitve gospodarska povečvale na nek način, pogledati, kaj se da narediti. In nažalost je eden od verjetnih in mogočih ukrepov tudi zmanjševanje števila zaposlenih. To pa vsekakor najbolj prizadene tistega oziroma tisto družino, kjer ljudje izgubijo delo, kot seveda posledično tudi lokalno skupnost, ker bomo morali skozi različne socialne ukrepe povečati sredstva na tem področju. S tem, da vemo, da se rudnik Trbovlje-Hrastnik zapira, da bo tudi tu nastalo nekaj novih delovnih mest oziroma ne nastalo, zmanjkalo, nekaj ljudi bo ostalo na cesti. Nič se pa tudi ne ve, kaj bo z elektrarno, kjer je tudi nekaj Hrastničanov zaposlenih. Oziroma se bolj kot ne ve, da ne bo kaj veliko. Res je, samo za primerjavo. Daljnega leta, tamle konec 80-ih let, je v tej zasavskem energetskem kombinatu bilo skupaj zaposlenih 6100 delovnih, je bilo 6100 delovnih mest. Drugo leto jih bo na rudniku delali v drugi polovici približno 28 in vprašanje, kaj bo ostalo od danes zaposlenih v termoelektrarni Trbovlje, danes je približno 160 zaposlenih, koliko delovnih mest bomo skozi postopek likvidacije, skozi zdrava jedra tudi ohranili. Tisto, kar mene najbolj moti, da niti prejšnja vlada, niti sedanja vlada še nista obravnavala
poročila, ki ga je posebna delovna skupina, ki je imenoval prejšnji minister za infrastrukturo, pripravila, in v tem poročilu so tako srednjeročni, dolgoročni, kot seveda tudi kratkoročni ukrepi na področju zasavske energetike. To poročilo se je naredilo, ker Republika Slovenija nima strategije na področju energetike. Nimamo tudi strategije na ostalih področjih in jaz mislim, da je to slabo. Slabo je tako za dobro črpanje evropskega denarja, kot slabo je to zato, ker se potem na podlagi nekih pavšalnih odločitev odločamo za posamezne projekte na področju energetike in prometa. Osnova bi morala biti sprejeta strategija. In mi smo pričakovali, da bo to poročilo obravnavano in seveda, da bo s tem poročilom tudi seznanili lokalne skupnosti. To poročilo je bilo pripravljeno do konca marca v letošnjem letu, obstalo je nekje v predalu in odvija se nam črn scenarij. Odgovorna politika, je pa odgovoren lastnik, bi moral, preden se ta črni scenarij, bom rekel, odvije, jaz upam, bi moral na nek način pripraviti vse možne ukrepe. Na kak način bi zdrava jedra znotraj zasavske energetike ohranili, koliko ljudi bi lahko delalo v teh zdravih jedrih, na kak način se bo razgradnja teh energetskih objektov dogajala, na kak način bodo sredstva zagotovljena in s tem seznaniti ne samo vodstva energetskih družb, zaposlene, ampak tudi lokalne skupnosti in da bi skupaj iskali, bom rekel, vse možne rešitve. Jaz upam, da se bo to v prihodnjih dneh zgodilo, da se bomo usedli tudi na to temo in na temo ostalih razvojnih projektov, tako s predsednikom vlade, kot z ostalimi resornimi. V ponedeljek ne bi prišel, ne? V ponedeljek naj bi bil delovni sestanek v Trbovljah ob 15. uri, tako da jaz upam, da bomo tle poskušali iskati, poleg, bom rekel, tega programa konkurenčnosti in razvojne pomoči, še ostale rešitve, ki bi na nek način blažile to socialno stisko v Zasavskih dolinah. Čeprav po dosedanji njegovi retoriki se bojim, da bomo spet slišali, bomo še premislili, bomo še preučili. Tako se največkrat izraža zdajšnji predsednik vlade. Jaz upam, da bodo prišli tudi ukrepi v tisti pozitivni, ne tisti, ki bi bremenili gospodarstvo. Bi bilo pa vse to bistveno lažje, če bi se tisti projekti, ki so že nekaj časa v predalih, nekaj časa že nekako načrtovani, to pa je izgradnja recimo hidroelektrarn na Srednji Savi, šli naprej. Ali pa cestne povezave Hrastnika z drugim svetom končno uredila. Ne? Zdaj, vi imate vse te projekte pripravljene, država ima pripravljeno, vi imate željo, na tem pa potem ostane, ne? Ali pač ne? Ja, jaz upam, da ne bo ostalo, bom rekel, na tem eden prvih obiskov, ki sem jih opravil po potrditvi županskega mandata, je bil pri ministru Gašperšiču na Ministrstvu za promet oziroma infrastrukturo. Izpostavil sem predvsem 3 ključne probleme na področju državne cestne mreže v naši občini, to je izgradnja glavne ceste iz Hrastnika proti Zidan mostu, ki ni pomembna samo iz prometnega vidika, ampak tudi iz okoljskega razvojnega vidika, predvsem pa je pomembna kot osnovni pogoj za izgradnjo prvih 3 hidroelektrarn na Srednji Savi, ker lokacija prve je v Suhadolu, dol pa pelje, bom rekel, glavna cesta, ki je enosmerna, ne, in na tako gradbišče ne moreš priti. Dogovorili smo se, da bo tle bolj aktivno koordinacija, kot je doslej prevzelo Ministrstvo za infrastrukturo oziroma direkcija, ki vodi, bom rekel, to področje, da bomo čim prej na podlagi sprejetega državnega prostorskega načrta, ki je bil sprejet leta 2012, pripravili projektno dokumentacijo, pridobili soglasja, pridobili gradbeno dovoljenje in na nek način prišli tudi do prave ocene stroškov izgradnje te glavne ceste iz Hrastnika proti Zidan mostu, vključno z deviacijo ceste proti Laškemu, ker ta cesta bo odprla razvojne priložnosti za Zasavja, tako proti Posavju, kot seveda proti celjski regiji. Jaz upam, da se bo to zgodilo, da bojo projekti čim prej naročeni, da se bojo izdelali, da bomo prišli do popisov in do neke realne ocene in potem zagotavljali finančne vire. Moja trditev je, da saj vsi 3 izvennivojski
izvennivojska križanja se lahko financirajo s pomočjo evropskega denarja. Ker tudi v naslednji finančni perspektivi bo dan poudarek železniški infrastrukturi in bi bilo mogoče za to dobiti državni denar. Podporni zidovi, obrežni zidovi bi se lahko tudi delno financirali kot ukrepi za poplavno varnost, bom rekel, Zasavja in še nekatere druge zgodbe, in ko bi to očistili, se mi zdi, da bi država morala znotraj državnega proračuna poiskati še manjkajoče vire. Jaz sem optimist, upam, da se bo to zgodilo in da bomo lahko pričeli graditi hidroelektrarne na srednji Savi leta 2018. Poglejte, tudi z padcem Južnega toka. Na nek način bodo obnovljivi viri dobili še večjo težo. Slovenija se je zavezala Evropski komisiji in tudi drugim, da bomo več postorili na tem področju, in eden od ključnih projektov je izgradnja verige hidroelektrarn na srednji Savi. Koncesijska pogodba je bila usklajena, dogovor je bil podpisan tako strani vseh županov, ministrov, ki pokrivajo ta področja. Zataknilo se je pri zagotavljanju finančnih virov tako bodočega koncesionarja, kot seveda tudi za izgradnjo te nujne potrebne tako lokalne kot državne infrastrukture. Jaz upam, da bo država čim prej odločila, da če izbrani koncesionar nima investicijskega potencijala, da to koncesijo prenese na druge. Mi si želimo, da to pride na sredstvo, da se v sredstvi spremenijo družbeni deleži in seveda, da se čim prej zagotovijo finančna sredstva in da se prične z umeščanjem prostorskim prvih 3 hidroelektrarn na srednji Savi, še bolj pa za izgradnjo. Ker hidroelektrarne so velik razvojni potencial ne samo za Zasavje, ampak tudi Slovenije, ker 90% del tudi opreme in tehnologije lahko izdelamo doma v Sloveniji, to se pravi, da ima izgradnja teh hidroelektrarn velik učinek, bom rekel, tudi na gospodarsko rast. In samo na kratko, druga 2 problema, ki sem izpostavil, sta cesta čez Dol regionalna in dokončanje regionalne ceste čez Boben. Ena etapa nas še čaka do Rinaldota, jaz upam, da bomo to v tem mandatu postorili. Potem pa še Dolska šola, osnovna šola, ne? Tudi tu ste imeli že sestanke. Res je, imeli smo že kar veliko sestankov, tako z zaposlenimi na šoli, tudi včeraj sem imel sestanek s svetom staršev. Še bolj pomembno pa je, da sem opravil tudi pogovor v tem tednu na direktoratu, ki pokriva investicije na osnovi, bom rekel, na osnovnih šolah, z vršilcem dolžnosti direktorja direktorata smo se sestali z gospodom Žigonom in njegovo ekipo. Mi bomo poskušali razdelati vse možne variante, to se pravi od adaptacije, energetske sanacije in zagotovitve potresne varnosti obstoječe zgradbe, kot seveda tudi varianto za izgradnjo nove šole. Nova šola je povezana z rekonstrukcijo ceste. Jaz sem tudi ministru za infrastrukturo povedal, če v naslednjih 4 letih Dolske ceste ne bo v programu državne cestne mreže, potem bomo mi spremenili podroben prostorski načrt za Dol in poiskali lokacijo za novo šolo v bližini športne dvorane Dolanka. Seveda, če bo pa mogoče, da obstoječo zgradbo energetsko posaniramo in obnovimo ter zagotovimo potresno varnost, potem bomo šli pa verjetno po tej poti. No, na drugi seji občinskega sveta ste se odločili tudi, da boste imeli neprofesionalnega podžupana, to bo spet, ne, Vinko Žagar. Drži, do zdaj smo imeli 2 seje občinskega sveta, več ali manj so bile konstitutivne. Na prvi smo potrdili mandate, na drugi seji občinskega sveta smo izvolili, bom rekel, tudi vsa delovna telesa občinskega sveta, tako da imamo konstituirana vsa delovna telesa. Včeraj se je sestal tudi nadzorni odbor kot eden od organov lokalne skupnosti in izmed članov oziroma članic izvolil tudi predsednika in odločil sem se, to pa je pristojnost župana, da od 1.12. naprej ima Hrastnik enega podžupana in to je Vinko Žagar, ki je bil podžupan tudi v prejšnjem mandatu. In bo to nekakšno vaša desna ali leva roka? Vinko Žagarjev je moj... Kar obe roke, ne? Tako je. Veliko nam pomaga pri dobri pripravi, bom rekel, evropskih projektov, ne, in jaz mislim, da je občina Hrastnik zato spada med najbolj uspešne občine pri črpanju evropskega denarja, ker Vinko za svojim znanjem, izkušnjami in na nek način tudi vse tisto, kar gre temu zraven, pomaga pri pripravi teh projektih, pri dobrem črpanju, seveda pozna tudi odlično problematiko lokalne skupnosti, vpetje v
dogajanje tako na področju družbenih dejavnosti, Še kakšno društev. fotografijo posname, ne? Tako je tudi uspešen in dober predsednik fotokluba v Hrastniku, tako da jaz mislim, da ima Hrastnik odličnega podžupana. Zaenkrat se pa za drugega podžupana niste še odločili, ne? To je pa še... Že prej sem omenil, da bom v mesecih, ki so pred nami, opravil pogovore z strankami in listami, ki so zastopane v občinskem svetu. Mi bomo poskušali narediti neko programsko koalicijo in seveda, če bo potem dogovor, da bomo imeli poleg enega podžupana še, bom rekel enega, se bom za to odločil, ampak zaenkrat ostajamo pri enem podžupanu in jaz mislim, da je z uspešno vodenje lokalne skupnosti to zaenkrat dovolj. Bliža se čas praznovanj. Že danes, mi da v četrtek to snemava, imate lep obisk v Hrastniku. Sovretova nagrajenka pride, ne, Tina Mahkota, si bo gledala rudnik, pa še Hrastniki boste razkazali. Kaj pa se bo še vse dogajalo v času veselega decembra? Res je, da mesec december bo prazničen in vesel, ampak tudi delovni, ne, ker mi moramo 18. opraviti še prvo obravnavo tudi proračuna za naslednje leto. Mi smo se odločili, da bomo šli s to črno varianto, ki jaz upam, da se ne bo zgodila, da bo ta povprečnina oziroma primerna poraba višja, kot jo imamo v prvi obravnavi, ampak moraš biti realen, da če je toliko virov na razpolago, je treba s temi viri tudi poskušati zapreti občinski proračun. Mi smo v teh dneh intenzivno delamo na tem, tako da 18. bomo svetnikom v prvi obravnavi predstavili proračun za naslednje leto in z vsemi dokumenti, ki grejo zraven, tako program razpolaganja z občinskim premoženjem, tako nakupi kot prodaje. Določili bomo točko za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kadrovski načrt in še kaj drugega zraven, tako da po tej plati bo delovn, seveda bo pa tudi prazničen. Danes začenjamo z prireditvami v Hrastnik. Že sami ste omenili, da imamo Sovretov večer v naši osrednji hrastniški knjižnici, ki nosi ime po našem velikem rojaku Antonu Sovretu, klasičnemu filologu, nestorju slovenskih književnih prevajalcev in humanistu, našemu rojaku iz Šavne peči. Naša gostja bo Tina Mahkota, ki je v lanskem letu prejela Sovretovo nagrado. Gre za profesorico, prevajalko in na nek način veliko poznavalko, oziroma Tina Mahkota ima tudi izredno občutek za jezik, tako slovenski kot tudi angleški, je velika poznavalka tudi angleške zgodovine in na nek način naša rojakinja, ker njen oče je Ante Mahkota, ki je bil rojen, če samo Svingo omenimo, to je legendarni, bom rekel, alpinist, udeleženec prve alpinistične odprave v Himalaju jugoslovanske. Veliko prvenstvenih smeri je splezal. Hčerka Tina Mahkota je bila letos tudi slavnostna govornica na Sovretovem pohodu in Hrastničani smo jo vzeli za svojo in jaz sem vesel, da danes prihaja v Hrastniku. Odpeljali jo bomo na Perkmandeljčev pohod, pokazali Hrastniški muzej, še nekatere druge stvari, zvečer pa se bomo z njo družili v knjižnici. Jutri nadaljujemo, prihaja prvi od treh dobrih mož, Miklavž, tako da bojo Miklavževe prireditve tako v krajevni skupnosti Dol, kot seveda tudi v planinskem domu v Gorah in pa koncerti prifarskih muzikantov v Delavskem domu. V soboto imamo vse slovensko srečanje psioratikov v Hrastniku, kot tudi srečanje pred novoletno hrastniških invalidov in invalidk ob svetovnem dnevu invalidov in potem bojo prireditve do vključno 31. decembra. Organiziramo tradicionalno silvestrovanje v športni dvorani v Hrastniku z ansamblom Kalamari. Kot seveda vmes bo ogromno prireditev, tako za tiste najmlajše in tudi obdaritev, kot seveda za tiste najstarejše. Organizirali bomo tako kot vsako leto s pomočjo občinskega odbora Rdeče križanje srečanje občanov in občank starejših na 70 let. To je izredno dobro obiskano, čez 800 ljudi pride v športno dvorano. Rudarska in steklarska godba, božično, novoletni koncert, tudi obiskano od 800 do 1000 ljudi in čez pride v športno dvorano, kot seveda bojo tako Mladinski center, Zveza prijateljev mladine, številni drugi zavodi, posamezniki, društva organizirali delavnice, rajanja, obdaritve. Obdarili bomo naše
najmlajše, obdaril jih bo tako Božiček kot seveda dedek Mraz. In še enkrat hvala vsem, ki so pripravili te številne prireditve, vse Hrastničane in Hrastničanke. In seveda tudi Zasavke in Zasavčane pa vljudno vabim na vse te prireditve in seveda na zaključek, to se pravi na silvestrovanje v športno dvorano v Hrastnik. To je nekako postalo že tradicionalno, ne? Res je, mi že dolgo leta, bom rekel, tako organiziramo silvestrovanje, bom rekel, tako veliko, mislim, da je eno redkih v tem prostorov. Mi bomo ustrajali tudi v prihodnje, jaz upam, da se bojo ljudje odločili in da bojo prišli v športno dvorano in priživeli lep in prijeten silvestrski večer in vstopili, bom rekel, v leto, ki prihaja. Boste doma za te praznične dni? Zdaj 18. imate še sejo občinskega sveta. Tudi potem bom doma do 30. mislim, da bom več ali manj v Hrastniku, ker je še veliko obveznosti, tako delovnih, seveda tle gre zraven tudi te protokolarne obveznosti, kot seveda tudi druge. Silvestrujem pa zadnja leta običajno s prijatelji, res s tistimi pravimi prijatelji na Krku in verjetno bo tako tudi letos. Imajo politiki, vi ste politiki, pravi prijatelja? Jaz jih imam. Imate, ne? Ste prej kot politik človek, ne? Tako je, ja. Ja. Lep, vesel december vam želim, zagotovo še se srečamo pred novim letom v tem studiu, ne? Ampak na kakšnih prireditvah pa zagotovo. Hvala. Vam tudi hvala za povabilo in če mi je dovoljeno, bi na koncu rad vsem občankam in občanom Hrastnika, seveda vsem gledalkam in gledalcem ETV zaželel mirne in prijetne božične praznike, ponosno praznovanje državnega praznika Dneva samostojnosti, kot seveda tudi srečno, zdravo in uspešno leto, ki prihaja. Naj bo srečno, zdravo in uspešno za vsakega izmed vas in za vse nas skupaj. Srečno 2015. Gospod župan, to je bila pa prvo prednovoletno voščilo na naši televiziji v tem letu. Hvala tudi vam za pozornost in lepo pozdravljeni.